Beseda PR predstavlja pomen public relations, kar v slovenščini pomeni osebo, ki skrbi za stike z javnostjo. To predstavlja nekakšno vez med mediji, ekipo, trenerji, vodstvom kluba in s pomočjo spleta tudi navijači. Pri tem delu je poudarek na upravljanju družbenih omrežij, torej v primeru Domžal gre to za spletno stran, uradni Facebook profil, Instagram, Twitter. In skratka, v svet pošiljamo vse novice, ki so povezane s člansko ekipo, akademijo pa mlajšimi selekcijami. Kar se tiče aktivnosti z mediji, je v ospredju predvsem komunikacija s TV hišami, časopisi, radijci, torej osebami, ki si želijo pred vsako tekmo Domžal dobiti izjave trenerja, igralca, ki jih potem vi vidite v športnih prispevkih in na spletu. Zelo pomembno je tudi pripravljanje akreditacij oziroma urejanje le-teh, da potem med samo tekmo domačo novinarji, fotografi, statistiki lahko brez problema se sprehajajo oziroma gibljajo po stadionu. Medijske obveznosti so aktualne tudi takoj po tekmi. Se pravi, ko konča tekma, je potrebno igralca in trenerja pripeljati pred medije za tiste prve odzive in to je najlažje, ko se za tekmo zmaga. V nasprotnem primeru je to tista zadnja stvar, ki bi jo rad počel takrat, ker je razumljivo, glave so vroče, igralci. Mislim, da tudi sam ne bi po porazu govoril ravno z mediji, ampak to je tista ena od teh, če bi lahko rekel, najtežjih nalog, se pravi loviti igralce pa trenerja po tekmi. Zadolžitve pri medijih zajema še clipping, to je preverjanje oziroma pregled vsakdanjih novic kluba, ki so objavljene v javnosti in to počnemo s pomočjo posebnega portala. Na dan domače tekme sem na stadionu približno 4 ure prej, ko se začne postopna priprava vseh potrebnih stvari. To so glasba, ki poslušamo na samem stadionu, torej playlista. Pripravi se vse potrebne grafike, novinarsko tribuno, sedežni red in seveda zapisnike, ki pridejo ven uro pred tekmo. Takrat tudi postave grejo javno na družbena omrežja in to je mislim, da tisto, kar ljudi najbolj zanima, kdo igra, kdo ne igra. Takrat se tudi trenerja zmenite na enajsterici in to mislim, da je najbolj pomembna stvar pred tekmo. Ker so praktično vse tekme v neposrednem prenosu na televiziji, želimo v NK Domžale s pomočjo klubskih profilov, kot so Instagram, Twitter, Facebook in spletna stran, našim navijačem oziroma privržencem pokazati dogajanje izza kulisja. To je tudi tisto, kar drugje ne moreš zaslediti. In naš poudarek je predvsem na tem, da nam, ki smo v klubu, ki so praktično stvari že vsakdanje oziroma mogoče tudi že nezanimive, da te stvari javnosti prikažemo na drugačen način in potem, da pač naši navijači vidijo, kako poteka vse skupaj z prve linije. Zadolžitve pri delu PR-ja zajemajo priprava vsebin za spletno stran in socialna omrežja, te naše klubske profile, torej izdelava tekstov, kot so izjave, napovedniki pred tekmo, izjave, odzivi takoj po tekmi, urejanje galerij, priprava videoposnetkov in seveda tudi nekakšen pogled v mlajše selekcije, ker pred vsako in po vsaki tekmi povzamemo dogajanje. Redne so tudi videoizjave pred tekmo članov, kjer je praktično pred vsako tekmo na voljo drugi igralec in ga tako nekako spoznamo z javnostjo. Vsak PR se mora znajti tudi za fotoaparatom ali kamero, se pravi poskrbeti za kakšne slike, fotoutrinke s treninga, z prihoda na tekmo, z ogrevanja pred tekmo in tako nekako popestriti dogajanje na socialnih omrežjih. Pomemben člen medijske ekipe predstavljate tudi Sedo, snemalec, ki skrbi predvsem, da so tekme mlajših selekcij arhivirane, da imamo pogled tudi v to dogajanje. Redno je zraven članske ekipe, pri tem, kot sem že dejal prej, snemanju izjav in pa montaži. In naš fotograf Lado, ki nam s svojimi fotografijami pričara dogajanja na in tudi ob igrišču. Pomemben člen pa predstavlja tudi tehnični direktor Gregor Krmavner, ki je vselej na razpolago in pomaga, ko je le to potrebno. Kako poteka moj delovni dan, je zelo težko opisati, ker je precej razgibano, praktično je vsak dan drugačen naslednjemu, je pa potrebno biti precej prilagodljiv, kar se tiče ur in pa zahteva kar nekaj samoiniciativnosti, se pravi, da sam nekako si določaš, kdaj boš kaj počel in lahko bi rekel, da je to nekakšna sanjska služba.